Zdravo, živo, slavo! Danes smo vam pripravili zanimivo oddajo, veliko koristnega boste izvedeli. Že ta trenutek pa vam lahko povem, da v Sloveniji obstaja naprava, ki se imenuje, zelo zakomplicirano, kvantno-magnetna resonančna in dejansko preko roke meri ogromno stvari, kvanten pristop, inovativen medicinski, na podlagi katerega lahko ugotoviš, kaj se dogaja v kardiovaskularnem sistemu, kaj se dogaja z našimi vitamini, minerali v našem telesu, kaj se dogaja s posameznimi organi in vse možne zadeve. No, tole lahko izprobate, preizkusite dejansko na prihajajočih dogodkih v mesecu novembru, tudi v decembru, tako da vabljeni, je pa nekaj res, in sicer včasih se neke blokade in težave ne nahajajo dejansko na fizični ravni, ampak na čustveni, na nekih drugih ravneh, in o tem bo danes govorila Anita Rehar. Povedala nam bo, kako izpulimo blokade iz naših življenj. Ogromno strahov prihaja od tukaj. Recimo, če se moja mati prestrašila nečesa, potem je 90% možnosti, da bom jaz imela ta strah. Ker se to vse procesira na otroka. Sicer pa danes in naslednje 3 dni bo dejansko luna v Strelcu in to ni najbolj primeren čas za kakršnekoli kirurške ali pa zobozdravniške posege, tako da dajmo v tem času početi kaj drugega, kaj bolj optimalnega za naše zdravje. Sicer pa v tokratni oddaji boste spoznali tudi enega zanimivega Slovenca, ki se mu je življenje povsem obrnilo na glavo po hudi prometni nesreči. Včasih tak oren, konkreten stražar, varnostnik, danes pa dejansko govori o duhovnih znanjih in dejansko o šamanskih tehnikah, starodavnih principih, takih in drugačnih. In spoznali ga boste v tokratni oddaji Klepet ob kavi. Naj vas ne prestraši njegova prezenca, vendarle ima v sebi izjemno veličino in modrost. To pomeni, da lahko odčitaš sile, ki se nahajajo v človeku ali pa v določeni situaciji, kjer se zadeva človeka ali skupini ljudi ali nekih dogodkih. Se pravi, odčitaš notranje sile, se pravi, ki se potem manifestirajo v prihodnosti. Se pravi, to je tudi zame bilo fascinantno, se pravi, ampak kot gnostik preizkusiš in če stvar funkcionira, jo uporabljaš. Takole, in preden začnemo z oddajo, preden začnemo z vsebinami, še odgovor gledalki, ki jo je zanimalo, kaj lahko dejansko naredi za svoje dlesni, ki precej krvavijo. In sicer bi priporočali 2 stvari, in sicer prva stvar je, da zjutraj spijete eno kapljico mumije črne altajske smole, skupaj dejansko z vodom, in druga stvar, še bolj pomembna za moje pojme, meni je zelo pomagala, pa da en odmerek D3 kapljic, lahko tudi kak kompleks zraven, v kapljicah torej, da si nanesete v usta in dejansko enostavno to razmažete po zobeh. D-vitamin je zelo pomemben, predvsem za ta čas, torej fajn na dlesni po zobeh. Zakaj? Zaradi tega, ker nas to ščiti pred prehladi, ščiti pred boleznimi, in dejansko sem ravno zadnjič brala raziskave, da je uporaba oziroma dodajanje D-vitamina v tem času celo bolj učinkovito kot pa cepljenje proti gripi. Prav neverjetno. Več na klepetobkavi.si, zdaj pa začnimo z oddajo. Zdravo, živo, slavo, oddajo Klepet ob kavi to sezono spremljate na Planetu. Medtem ko je to vendarle že 6. sezona oddaje Klepet ob kavi, v neki obliki je vsekakor obstajala že prej. In skozi vsa ta leta smo se večkrat po nasvet o tem, kaj naj ustvarjamo, kako, na kakšen način in kakšna usoda nas čaka, kako se moramo pripraviti, povprašali koga, ki ima posebne sposobnosti, lahko bi jim rekli paranormalne. In zanimiva napoved se je povsem nepričakovano zgodila kakšno slabo leto nazaj. Spomnimo se besed, ki so nas izjemno šokirale takrat, a vendarle so se izkazale kot resnične. Poglejmo, kaj se je zgodilo, spomnimo se. Ta oddaja prenaša ta pravo stvar
odprto. Se pravi, tu se bi rekel tako, definicija te energije, ki je parazit, se pravi, je manifestacija nebes na zemlji. Se pravi, da je notranji svet res? človeka, da se počasi manifestira. A to je super. Skozi to oddajo. Zdaj bomo še pogledati, če gre v redu. Aha. Ja, ta moment je samo na dolgi rok. Na dolgi rok, ja, bo pa... Jaz nič ne vem, kaj se dogaja, ampak... Zdaj se pravi, ja, če bo, da... 6 mesecev je zelo kritičnih, 6 mesecev, če bo vdaja zdrava 6 mesecev, bo svetela, lahko pa v 6 mesecih pa zatone, se pravi, pa se pa ukinejo. Odlično. Verjeli ali ne, točno to se je zgodilo. Po 6 mesecih je prišla taka direktiva in taka situacija, kjer smo bili dejansko na tem, ali se zavedno od vas poslovimo, ali pa naredimo nekaj novega, nekaj svežega. In to sezono smo začeli na drugi televiziji, prenovljeni z novimi vsebinami, a vendarle smo ohranili to, kar je bistvo oddaje Klepet ob kavi, in to je pomagati človeku oziroma pokazati pot, kako si lahko pomagamo sami. Danes je v naši družbi Robert Lavtar ponovno. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdrav tebi in gledalcem. No, še marsikaj drugega si nam napovedal, ampak ne bomo danes o tem. Ljudi bo definitivno zanimalo, s čim ti napoveduješ prihodnost, kljub temu, da si gnostik, šaman in babalavo, kjer ni smisel tega, da veš prihodnost, ampak smisel, da aktiviraš neke sile določene, ne? Ja, točno tako. Se pravi, jaz tokom svojih, raziskovanj, svoje poti, sem pač, je bil ta odkrit, ta sistem IFA, to v bistvu orakel deluje. To pomeni, da lahko odčitaš sile, ki se nahajajo v človeku ali pa v določeni situaciji, kjer se zadeva človeka ali skupini ljudi ali nekih dogodkih. Se pravi, odčitaš notranje sile, se pravi, ki se potem manifestirajo v prihodnosti. Wow. Se pravi, to je, tudi zame je bilo fascinantno, se pravi, ampak kot gnostik preizkusiš in če stvar funkcionira, jo uporabljaš. In tukaj vse s tem, z IFA se odlično, kar se tiče človeka, se pravi, se ta, če gremo to 4-členost človeka, se pravi fizično, materialno, mineralni svet, se pravi pa imamo, se pravi ta eterični del, se pravi eterično telo, povezan z elementom vode, potem imamo astralno telo, se pravi ta živalski instinkt, povezan z zrakom, se pravi, in pa se pravi kot duh, se pravi kot atman, ki je povezan z toploto, z ognjem, se pravi tukaj s tem sistemom, se pravi dejansko vstopamo v to astralno sfero in ti odčitaš, se pravi, od človeka, se pravi, to njegovo notranjo, lahko tudi imenuje duša, se pravi, ta astralni del, ki vstopi v človeka v momentu, ko je človek rojen, se pravi, s prvim dihom vstopi ta, se pravi, ta element, ta tretja sfera in zadnjim izdihom odide od človeka, se pravi, vmesto tega pa sprejema, se pravi, ta intenzivno doživljanje oziroma, bi lahko rekel, tudi celotna usoda tekom inkarnacije, se pravi, od prvega vdiha do zadnjega izdiha. Kot neka koda zapis. Kot neka koda zapis, tako je. Odlično. Torej, pri samem delu in celo videla sem fotografije, kako si to že novorojenčkom dejansko aktiviral oziroma tudi povedal. Pri samem delu uporabljaš zelo analogne zadeve, ne? Nobenih digitalnih, tako rekoč, danes vpisujejo kakšne zadeve v računalnik in se potem to logaritmi preračunavajo zadeve. Kaj pa ti v bistvu uporabljaš? Kaj imaš danes s sabo? Ja, to je v bistvu, to je IFA orakel, IFA sistem, in dejansko je tudi za kode ima noter, samo da se vtisne, se pravi, tukaj vidimo ena, se pravi ena in na konc dva, se pravi, to je ena izmed 256 energij, ki se tukaj manifestira, tukaj noter vtisnjena je moja tista, preko katere imam jaz dostop do te energije, da lahko odčitam, se pravi, te sile, ki so v človeku ali pa v nekem dogodku za prihodnost. To si sam naredil ali to si dobil? Ne, to se dobiš tekom iniciacije v São Paulo, se pravi v Braziliji, se pravi, to je del iniciacije. S tvojo energijo, se pravi, je to povezano, se pravi, tako, in to sem tudi povedal. Zdaj sem prinesel te prostore in tudi iniciram že, tudi, mislim, da 60
ljudi, se pravi iz Slovenije, Italije, Avstrije, Avstralije. Ker ne delaš samo teh live readingov oziroma življenjskih branj, ampak tudi različne delavnice, Tako, se pravi, iniciacije. to sem imel, se pravi, ta live reading je povezan s tako imenovano astralnim telesom človeka, se pravi, je to ena četrtina, se pravi, ki je zelo pomembna, Ja. ampak je povezan tudi ostalim trem delom, se pravi, členom človeka, ampak v ne tolikšni meri kot z astralnim delom. Odlično. Kaj pa te školjke, koščice, kaj imaš pa? To so pa palmini oreščki, to Aha. je pa ta energija je not vtisnjena, se pravi, tukaj te predmeti so s posebnim procesom, se pravi, tokom iniciacije so noter, ta energija se vtisne noter, se pravi, te Ja. sile so noter, ki Ampak vse omogočajo, to da se prihaja iz točijo. narave dejansko. To je vse iz naravno, to seveda je, to je vse naravno. Kaj pa to, ko mečeš, to so školjke? Ne, kaj je to? To je v bistvu, to je palmin orešček, tudi sam je presekan, se pravi na pol, Aha. se pravi in se tudi pokaže, se pravi, ta je odprto, zaprto, se pravi 1-0, spet binarna koda, v bistvu pradavna. Lahko rečemo tudi kot en tak prav stari organski računalnik, kompjuter. En posnetek sem videla na internetu, Primožu Kozmosu, ne, komu, velikim športnikim, ogromno znanim si že dejansko naredil live reading, ampak mislim, da sem ravno za enega športnika gledala, kako si v bistvu govoril o njegovi energiji in kako je dejansko se to manifestiralo in si tudi zadev, ne? Ja, tam je bilo, mislim, da je bilo pri Primožu Kozmosu, ja, malo pred tistim svetovnim prvenstvom, olimpijado celo, se pravi, ki pa je dobil zlato medaljo. Tam je prišlo jasno, da ne bo fokus točno, se pravi, zlato, da je mogel. In pa se je to, se pravi, se je, ne govorim, se pravi, ni zmeraj tako 100%, ampak rečemo, ta opcija je bila res odprta pri njemu. Pa se ti kaj smeji, kad takole vidiš vse stvari, ki jih odčitaš in se dejansko res zgodijo? Včasih, Kako se počutiš? Ja, včasih se smi, včasih se pa zazjokati, ne, se pravi, ni enostavno. To je igra resnice, ne, se pravi, tukaj se vidi, se pravi, tukaj se gre noter in se vidi, včasih ima kakšen težjo usodo, karkoli težkega tudi ne, se pove, ne, se pravi, kakšni so procesi, metode, da se lahko rečemo, mogoče s kakšnim posebnim stvarmi, da se to stvari, rekel, spravi v normalno stanje, se pravi, tukaj. Ja, se pa odčita, se pravi, stvar resnice, tako da ni tukaj. Ja, meni si že naredil, mojemu partnerju, pa še komu od nas v ekipi. Tako da danes smo ti pripeljali znano pevko, ki je zelo odprta za vse te zadeve. To je Kataja. Kataja, evo, vabljena, pridi kar bližje, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, hvala, da me imate tukaj. Ja, seveda. Povej, si malo živčna, ko si tole zdaj poslušala? Zdajle sem čist zašvicala, potne imam dlani, ful mi je vroče, a se vidi. Zdaj sem slišala, koliko je imel vse prav, jaz sem si pa mislila, ne bom imel. Ojoj. Sam dobre stvari mi lahko govoriš. V redu. Sam tok, okej? Tudi tako. Ostalo dava v predal. Ostalo predal, okej. Ostalo pa vdaj. Ostalo bo vesoljska sila uredila, Bog, starstvo, Bože. Evo, kar izvolita. Ok. Ulala. No, ampak veseliš se pa. Vse, dobre stvari. Bomo naredili tako, kot smo do zdaj zmeraj, se pravi, imamo več kot 2000, mislim, da je bilo. Kar pihneš. Aha, dobro, tukaj je že, to je v redu. To je dober znak. To me šecar zdaj. Tele oreščki so zdaj kar šokirani, a veš. Ko na tem svetu Aha. lahko karkoli z oreščkom zješ. A ne? Da me ne bo kap. Po moje bo še eno črtico naredil, ampak kaj, ko ne veš, kaj da bo meni. Ja, se. Ne, nekaj. Tural še. Ja, to je pa, Bi zbrali zdaj besedo, ne? To pa je. to je pa izredno poudarjanje igrivosti.
To pa nismo opazili Igrivost. pri njej. Igrivost, se pravi ta otroška igrivost. Oseba ima sposobnost to energijo ohraniti do konca svojega življenja. To ima zelo redki. Ne. Zelo redki in Zelo redki in to se čuti, ker vsi ljudje zelo pogrešajo to energijo. Ne. Ker le redko se ta ohrani, se pravi, običajno tam s 7 letom se začneš izgubljati. Se pravi, kdor hodi posebej, če hodiš v javno šolo, se pravi, tam se zelo hitro, v drugih šolah, se pravi, teh so, rečemo, Valdorska tam ohranja, pojača to, ne, ampak ta izgrivost, se pravi, izgine in zato tudi, rečemo, tudi s to energijo, karkoli bi počel človek, ne, se pravi, pritegne pozornost, ne. Tako da imaš, se pravi, karkoli počneš, se pravi, Tudi če bi bila kirurg, Ja, se pravi, karkoli. se pravi, to, kar počneš, se pravi, tako da je Ampak glede na to, da je zanimivo. pevka, je to odličen kanal izbrala. Ja, se pravi, treba pogledati, se pravi, tudi za naprej, kako pa, ampak se pravi, s to energijo, se pravi, je nemogoče, se pravi, da ne bilo veselja okrog tebe. Ne, se Veš, pravi, kaj si želim letos za Božič? Barbie hišo. A vidiš? Ej, a ste slišali, moji domači? Čakam jo že od 10. leta. Ej, pa ko sem mlada skozi ostala. Obraz brez gubic pa to. A ne? Ne vem, če bo Robi zmogel. Ja, to je že to je res, energija se manifestira. Ne, se pravi, Ja. To se zdaj čuti v prostoru. Ja. Ker to, kar si zdaj, to že začenja še bolj delati. Bogi. Aha, še več nekih črtic vidim, da si dobila. Ja, tukaj gremo zdaj gledati za fizično realnost, v tem posvetnem svetu, kaj uporabljati. Se pravi, ta v Dimedži je zelo pomembno, da delaš tisto, kar te veseli. Da te res uživaš v tem. Če ne delaš stvari, kot uživaš, ne smeš delati stvari zaradi denarja. To Ja, je ampak glavni message, se pravi, Jaz se te energije. strinjam z vama, ampak a veš, nekaj moram pa tudi dati v hladilnik. Pa nekaj moram dati za bensin, pa tako naprej. Ne plačajo moje stvari, ki jih imam rada vedno. Drugače Tako. bi mi nezemljani kakšen nakaziv naredili. Če že... Bomo tvoj TRR objavili po hvala. daji. Okay. Robi, no, vse boš porisal. Emocionalno, spiritualna sfera. Moramo dejansko poudariti tudi to, da ponavadi live reading traja 1 uro, lahko tudi 2, ne? Danes boš dobila tako ekspres varianto, ja. boš zvedla. Klik za mene. Je pa ta svoboda tudi zelo pomembna. Je svobodna, neodvisna. Se pravi, to, ja, se pravi, še enkrat, delati moraš stvari, v katerih uživaš, pa da si svobodna v tem. Se pravi, znotraj tega moraš idealno, da najdeš, kako skozi tega se pravi tudi preživeti. Ne. Ja, veš, kakšna je idealno. beseda za to? To bo idealno. Grda za ne na televizijo. Ni lahkotna Okay, situacija. gremo zdaj, to. kjer so dobre stvari, to je rej. Aha, vidim, da si tukaj zapišeš. To je pa povezan. Zelo pomembno je, da se tudi ta spiritualna sfera, da se aktiviraš, ker določene stvari imaš iz preteklih življenj, se pravi, da imaš pozitivne izredno, ki pa se niso mogle manifestirati. Intuicija pa to. Ja, tle imaš res noter je, res treba proces narediti, no, se pravi, da se to aktivira, se pravi. Imaš kakšen nasvet, tak čisto quick? Ja, se pravi, še malo, lahko s psihoemociometrom se lahko to naredi, to ni problema. Hitra rešitev, okej. Še enkrat poudarjam, prav ta spiritualni razvoj, se pravi, da greš noter res tiste svoje vzorce, spoznati sebe, se pravi, kdo si, zaživeti svojo resnično raven. Se pravi, to je ta faza zdaj prihaja, se pravi, tvoje življenje. Ne. Da res to pomeni, da dejansko ne sprejmeš nič, kar nisi 100%, da je dobro zate. Nobenih pogojevanj ne sme biti, ali finančnih, ali kakšnih drugih karier. Se pravi, kako boš to naredila, Je rešitev sigurno nekje, ne? Se pravi, ampak važno je res, da iz sebe delaš stvari, in da spoznaš, se pravi, ko imaš te
te potencijale, imaš s to energijo tukaj, se pravi, če ustrajaš, se odpre ti tudi ta finančni spektr, finančna neodvisnost, se pravi, res sam ne sme biti teh strahov, dvomov, ne. Ko se tega rešiš, to odpade, se pravi, takrat zaplavaš, mi pravimo samega sebe in to je tudi predpogoj, ko priješ do samega sebe, priješ do odličnosti in z tega ven pa je tudi finančni uspeh prije, ne. Vse izhaja vedno iz sebe, na koncu, kar se financ tiče, vedno ti prodajaš sebe, nekogar drugega. Ok, good. Zdaj pa še vidimo orišo. Kaj pa je ta nasmeš? Arhetip tvoj, kaj je arhetipska energija, se pravi, to te pomaga, da izpolniš to svojo svojo. Ešu. 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 Dej, živčno me delata, kaj to pomeni? Ešu, to je še enkrat ta energija poudarjena, se pravi, ešu je, brez te energije se ne more nič začeti. To je ešu pa prenaša tudi zanimivo, pa rečemo ali prizemljitev za človeka, ali pa mu odpre pot, se pravi, samorazvoja. Se pravi, zmeraj se, ešu je prva stvar, ki rečemo po tem procesu, life readingu se naredi tako imenovan osebni ešu. Osebni ešu in to imaš doma lahko tudi to energijo in če stvari ne grejo, se pravi, se tam povežeš s to energijo in ti odpre poti. Se pravi, za ešu je značilno, da v momentu se mu odpre nešteto poti. Pravi, Bog, to je direkt, Ja. direkt to, sploh ne moram, nimam besed zdaj za tole, točno to se meni dogaja, direkt to si povedal, Tako, lej, nimam besed zdaj le, in tlele kar imaš- živce mi greš. Točno tako je se zgodil, In ker to ne je- moreš pa samo ene zbrati, Se pravi, vse to je naenkrat. tako in običajno je šel bolj za druge ve, kot pa zase pojne. Ker ima toliko odprt, da ne ve, kjer Kaj pa narediš? Ja, da se iniciacija vešuje, se naredi, pa rečemo, greš v tisto poje pravo smer. Tako da je taka stvar, vidiš stvari, čutiš stvari naprej. Ne. Odlično. Evo, vidva bosta nadaljevala, verjetno še kaj tudi kasneje, ampak nasploh, se pravi, Robert, ta life reading torej traja dlje časa, ne? Malo več časa traja. Dela se ena na ena, osebno, zasebno, ne. ne? Komu bi še posebej priporočal takšen življenjski reading in pol kasneje tudi poveš, kater človek bi mogel mogoče kakšne iniciacije upraviti ali pa na kakšno delavnico dodatno ali pa kakorkoli? Razlogi so različni, se pravi, eni hočejo dejansko spoznati sebe, se pravi, ta svoje astralno telo, svojo rečemo dušo, ta del, eno četrtino sebe, se pravi, četrto sfero sebe, tretjo. Drugi, se pravi, če ne najde odgovorov, naprimer, če ne najde odgovor na kakšnekoli težave, se pravi, mogoče, se pravi, je verjetnost, da leži odgovor, se pravi, v tem, ker tukaj se res odkrije se, koliko je bilo vpliv staršev v okolici, koliko je bil močan, moteč, lahko se odkrije, se pravi, da je sam izbral malo težjo usodo in se tam pojem, kaj potem naredi, ne, se pravi, tudi, kar se tiče bolezni, se jaz ne zdravim, ampak se pa lahko, če ni bilo odkritega vzroka, ne, se da pogledati mogoče, iz katerega aspekta izhaja ta vzrok bolezni človeka. Odlično. Hvala, da si v Slovenijo prinesel vsa ta znanja in ga seveda deliš z vsemi ostalimi. Kataj, ti ostaneš v moji družbi, tako da se bomo še mečkano pogovorile. Vi pa, ja, zanimive stvari se dogajajo in že tolikokrat so se potrdile. Še kakšno dodatno informacijo ali pa novico, mogoče vezano tudi na to, najdete na www.klepetobkavi.si. Sicer pa v naši družbi je bil Robert Lauter. Ogromno strahov prihaja od tukaj. Recimo, če se moja mati prestrašila nečesa, potem je 90% možnosti, da bom jaz imela ta strah. Ker se to vse procesira na otroka.